Danes s tabo želim deliti 3 pomembna vprašanja, ki bodo totalno spremenila vsebino tvoje prodajne spletne strani. Zdaj, verjetno je že vsem, ki smo se kadarkoli lotili priprave vsebine za spletno stran, prodajno spletno stran, ugotovili mogoče, da to ni najbolj enostavna zadeva. Sploh, če želiš pripraviti vsebino, ki bo res konvertirala obiskovalce v stranke in bo res takšna učinkovita. Zdaj, da ti pri tem pomagam, lahko ti ponudim 3 vprašanja, na katera je skozi to besedilo fino odgovoriti. Seveda ni treba, da odgovarjaš na posamezno vprašanje za vprašanje in odgovor, ampak da jih v bistvu vključiš v vsebino. In če že preden se sploh lotiš priprave vsebine, si odgovoriš na ta 3 vprašanja, ti skoraj garantiram oziroma ti obljubim, da bodo vsebine, ki jih potem pripraviš na podlagi teh 3 vprašanj, zagotovo boljše. Ok, zdaj pa verjamem, da si že mogoče radoveden oziroma radovedna, gremo na 3 vprašanja. Prvo vprašanje je, kaj si želijo? Torej, kaj si tvoja idealna stranka sploh želi? Razmisli, priporočam ti celo, da se postaviš res v čevlje, v njeno kožo. Kaj je tisto, kaj si želi? Zakaj si to želi? In res probaš iskreno si odgovoriti in se čim bolj vživeti v njihovo vlogo. Drugo vprašanje, ki te vabim, da si ga zastaviš, je, kaj so njihovi strahovi? Torej, kaj so njihovi strahovi? Ali pri tem, da bi se odločili za nakup tega, kar ponujaš, ali pa tudi pri tem, kje bi se jim lahko med samo, če to zdaj se odločijo za nakup, kje bi se jim potem med samo izvedbo oziroma med samim razvojem, karkoli pač ponujaš, lahko zataknilo. In tudi strahovi, da bi se mogoče potem, ko bodo to kupili, kaj se bo zgodilo. Ti dam en primer. Lahko so to res strahovi, zakaj bi se nekdo sploh odločil za nakup. Mogoče je to povezano s tem, da si ne upajo investirati, ker ne vejo, če bodo dobri rezultati. Potem recimo, da kupijo mogoče nek tvoj program, jih je mogoče strah, da ne bodo uspeli slediti temu programu, da nimajo dovolj znanja, ali kaj takšnega, ali pa so lahko strahovi vezani tudi na končne rezultate. Naprimer, da grejo čez tvoj program, mogoče to neke osebne rasti, in bodo potem v bistvu se tudi osebnostno spremenili in mogoče jih je strah, kako bo to vplivalo na njihov partnerski odnos. In zdaj, če ti poznaš vse te strahove in si jih že vnaprej nekako napišeš, preden greš sploh sestavljati besedila za svojo stran, potem lahko te strahove v bistvu raztapljaš skozi besedilo. In potem še je tretje vprašanje. Tretje vprašanje je, kaj so njihovi odločevalci za nakup. Ok, kaj zdaj to pomeni? Vsak izmed nas ima, lahko mogoče se tega niti ne zavedamo, ampak imamo v glavi neka prepričanja, neke odločevalce, po katerih se za nakup potem tudi odločimo. In ti se lahko vprašaš, kaj je to za tvoje idealne stranke. In zdaj, kako ti bo to pripomoglo pri tvoji samem pisanju besedil, je tako, da te odločevalce lahko potem vključiš v samo besedilo oziroma tudi v svojo ponudbo. Če ugotoviš, da je en velik odločevalec, ki bo to ponudbo, za katero se bo nekdo odločil, lahko to podkrepiš. Ti dam primer, da bo bolj razumljivo. Če ugotoviš, da imajo recimo tvoje idealne stranke strah, da ne vejo, če bodo ta tvoj program, ki ga prodajaš, recimo, če bodo v bistvu tehnično zmogle, oziroma če imajo dovolj znanja, da bodo to tehnično zmogle. In zdaj, če je to njihov odločevalec za nakup, potem jim tukaj ti lahko ponudiš rešitev. Ali da si jim na voljo za podporo, če se jim zatakne, ali da posnameš mogoče kakšen trening, ki jih bo tehnično naučil, da bodo to znali, ali karkoli je, da jim v bistvu olajšaš to odločitev in na drugi strani tudi njih seveda veliko bolj podpreš. Tako da ne gre za nobeno zavajanje ali manipulacijo, ker v bistvu ti potem svojim idealnim strankam maksimalno služiš in jim podpreš. Tako da, ponovim še vse 3 vprašanja in te vabim, da si vprašaš, ali si odgovorila na vse, oziroma
če že imaš neko ponudbo, ki mogoče ne konvertira dovolj dobro, lahko greš čez ta vprašanja in odgovore skušaš v bistvu vkomponirati na že obstoječo stran. Torej, 3 pomembne vprašanja so, kaj si želijo tvoje idealne stranke, kaj so njihovi strahovi in kaj so njihovi odločevalci za nakup. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.